O dveh stvareh sem glede X3 prepričan, da se boste s trojko karavan vozili bolj udobno in podobno prostorno, pa tudi, da nihče tega avtomobila ne kupi zato, da bi se vozil po terenu. Torej, X3 ne potrebujete. Ampak, da ne mešam hrušk in jabolk, vem, da boste nekateri X3 vseeno kupili, ker izraža določen status, ki ga trojke in podobni avtomobili pač ne, in zato je odličen. Če razmišljate o nekaj različnih kandidatih, se nujno usedite v takšnega X3 in boste takoj ugotovili, da je tole zlati gimnazijski maturant. Niti ena malenkost ni prepuščena na ključu. No, imel bi le povsem pametni ključ, ki je lahko v žepu tudi med odklepanjem, in gumb za premikanje glasnosti tule, kjer je že vse ostalo. To pa je to. Med vožnjo je za svojo velikost X3 presenetljivo okreten in niti ne posebej štorast, položaj za volanom je praktično brezhiben, na volanu je občutek krasen in podvozje omogoča, da se lahko celo malo hitreje zapelje skozi kakšen ovinek, obenem pa ni pretrdo. Menjalnik bi na faksu diplomiral z odliko. Je pa X3 nazaj slabo pregleden kot praktično vsi predstavniki tega segmenta, zato si le omislite vzvratno kamero, da ne boste podirali ovir za sabo. Dvolitrski dizel v tako velikem avtomobilu izgleda skoraj smešno. Mislim, poglejte pod pokrov motorja, kjer okrog njega zeva prava luknja. V praksi pa ni slab. Sicer takšen X3 ni izstrelek, gre pa čisto solidno, ker ima v tem primeru 140 kW in porabi okrog 8,5 litrov. Med vožnjo se motorja zaradi dobre zvočne zatesnitve v kabini niti ne sliši, zunaj pa kar, ker je vseeno glasen. Tale ima opremo X-Line in všeč mi je aluminij zunaj in znotraj, bolj kot les deluje bolj moderno. Za tiste, ki hočete izstopati, bo krasen. Ampak v takem primeru, ko je opreme kar nekaj, pripravite 63.500 evrov. Veliko? Seveda, zato pa pravim, da bo čisto super tudi cenejša trojka karavan. Sem spet pri hruškah, V bistvu sem šel sam v dolino oprati avto, pa je pobral ves sneg. Bom, da sploh ne rabim.